Pozdravljeni! V tem videoposnetku bomo spoznali orodje e-posestni načrt na spletnem portalu Moj gozdar. Gre za digitalni posestni načrt, ki omogoča združevanje parcel v posestva in celovito upravljanje z njimi. Najprej se moramo prijaviti v svoj uporabniški profil. Če še nimamo uporabniškega profila na portalu Moj gozdar, se lahko brezplačno registriramo. E-posestni načrt najdemo v meniju na levi strani zaslona, ko smo prijavljeni v svoj uporabniški profil. Ob prikazu se nam prikaže seznam posestev, ki smo jih v preteklosti že ustvarili. Če gre za naše prvo posestvo, je tabela prazna. Tabela predstavi različna posestva z imeni, površinami, datumom zadnje spremembe in gumbe za ogled vseh podatkov, izvoz podatkov posestva v PDF formatu ter odstranitev posestva. Za vnos novega posestva imamo dve možnosti. Prva je, da kliknemo na gumb nad iskalnikom posesti, ki se nahaja nad tabelo že vnesenih posesti. Druga možnost pa je, da kliknemo na gumb Dodaj novo posestvo, ki se nahaja na desni spodnji strani pod tabelo posestev. Obe poti vodita na isto spletno stran. Na tej strani imamo nad zemljevidom okence, kamor vnesemo poljubno ime novega posestva. Na to zemljevidu izberemo svojo parcelo. Zemljevid prikazuje ortofoto sliko Slovenije ter meje katastrskih občin in parcel. Za prikaz katastrskih občin moramo zemljevid približati na razdaljo vsaj 1 km, za prikaz mej parcel pa na vsaj 100 metrov. Na sliki so tudi jasno opazne meje parcel. Povečujemo in pomanjšujemo bližino zemljevida z gumbi v zgornjem levem kotu, ter vidimo razdaljo od tal v spodnjem levem kotu. Obstaja tudi možnost risanja mej posestva na zemljevidu. To lahko storimo na 3 načine. Risanje poljubnega poligona, štirikotnika ali kroga. Izbrano obliko potrdimo s klikom na gumb Potrdi v spodnjem desnem kotu. Tudi v tem primeru na sredini izbranega območja dobimo bel oblaček z informacijami o parceli. Podatke o posestvu lahko pregledamo na strani Moj posestni načrt. Tam so prikazani splošni podatki o parcelah, revirju, revirnem gozdarju in kontaktnih podatkih. Prav tako so podani podatki o gozdno-gospodarskem območju in enoti, kjer se nahaja posest, ter o odsekih, gospodarjenju, omejitvah, funkcijah prve stopnje, posebnih območjih in gozdovih na podlagi gozdno-gospodarskega načrta. V mojem posestnem načrtu lahko tudi uvozimo digitalne evidence. Po kliku na znak v obliki svinčnika lahko dodamo digitalne evidence k svoji posesti, kar bo nadgradilo podatke o posestvu. Na koncu je možno izvoziti podatke posestva v PDF datoteko, ki vsebuje tudi QR kodo za preprost dostop do dokumenta. Pri urejanju svojega posestnega načrta imamo možnost tudi samostojnega vnosa podatkov o stroških poseka in spravila ter drugih stroških in prihodkih. Prosimo, upoštevajte, da so izračuni orodja informativne narave in avtorji ne odgovarjajo za njihovo uporabo. Videoposnetek je bil ustvarjen v okviru projekta e-Gozd, elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo.